Lepo pozdravljeni, sem Karla Ferjančič, prihajam z Univerze na Primorskem, Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije in vam bom predstavila rešitev prve naloge na splošni maturi leta 2020 iz matematike na višji ravni. Dana je funkcija f s predpisom f od x je enako x kvadrat minus 9 vlomljeno x plus 1. Prvi del naloge pravi, zapišite ničli in pol racionalne funkcije f. Kaj vemo? Ničle racionalne funkcije so ničle števca, zato označimo števec kot polinom. P od x je enako x kvadrat minus 9. Opazimo, da ga lahko takoj zapišemo v ničelni oziroma razcepljeni obliki, saj je to enako oklepaj x minus 3 zaklepaj krat oklepaj x plus 3. Od tod lahko takoj preberemo ničli. Označila jo bom z x1, naj bo x1 enako 3, druga ničla pa naj bo x2 in je enaka minus 3. Polje racionalne funkcije pa so ničle imenovalca. Označimo imenovalec kot polinom q od x je enako x plus 1. Od tod takoj vidimo, da je q od x enako nič v primeru, ko je x enako minus 1. Torej, imamo pol, ki ga označimo na primer z x3 in je enak minus 1. Vemo, da ima v vsakem polu graf racionalne funkcije navpično asimptoto. Opazujmo še stopnji polinoma v števcu in imenovalcu. V primeru, ko je stopnja polinoma v števcu manjša kvečjemu enaka stopnji polinoma v imenovalcu, imamo vodoravno asimptoto. V našem primeru pa je stopnja polinoma p enaka 2 in je za 1 večja od stopnje polinoma q. Torej imamo poševno asimptoto. Kako jo pa poiščemo? To lahko naredimo tako, da števec p delimo z imenovalcem q. Kako poračunamo? Najprej se vprašamo, s čim moramo pomnožiti x, da dobimo x kvadrat. Odgovor je seveda x. X krat x je x kvadrat, podpisujemo pod prvi polinom. X krat 1 je enako x. Polinoma, ki jo imam podpisana na levi strani, odštejem, kar je ekvivalentno temu, da drugemu polinomu spremenim predznak in podpisana polinoma seštejem. X kvadrat minus x kvadrat je enako nič, ostane mi minus x minus 9. In sedaj ponovim postopek. Vprašam se, s čim moram pomnožiti x, da dobim minus x z minus 1. Minus 1 krat x je enako minus x, minus 1 krat 1 je enako minus 1. Podobno kot prej, drugemu polinomu spremenim predznak in podpisana polinoma seštejem. Minus x plus x se izniči, ostane pa minus 9 plus 1 oziroma minus 8. Kar dobimo, predstavlja ostanek pri deljenju. Polinom, ki smo ga dobili na desni strani, x minus 1, pa je iskana poševna asimptota. Po tem deljenju lahko tudi racionalno funkcijo f zapišemo nekoliko drugače, in sicer f od x je enako x minus 1 minus 8 vlomljeno x plus 1. Sedaj pa imamo tudi vse, da lahko natančno skiciramo graf racionalne funkcije. Najprej označimo navpično asimptoto, ki gre skozi
x je enako -1. Ter poševno asimptoto, ki gre skozi točki 1, 0 in 0, 1. Označimo še izračunani ničli, torej 3, 0 in -3, 0. Hitro pa lahko poračunamo tudi presečišče racionalne funkcije z ordinatno osjo. Če vstavimo v predpis x je enako 0, dobimo takoj presečišče -9. Torej označimo še točko 0, -9. Sedaj pa skiciramo graf racionalne funkcije. Recimo, da začnemo z levim delom. Najprej se približujem navpični asimptoti, grem skozi levo ničlo in se približujem poševni asimptoti. Pa še desni del racionalne funkcije. Če začnem najprej pri poševni asimptoti, grem skozi ničlo 3, 0, skozi presečišče z ordinatno osjo 0, -9 in se nato približujem navpični asimptoti. Tako smo dobili iskani graf racionalne funkcije f. Poglejmo, kaj pravi drugi del naloge. Izračunajte, pod kolikšnim kotom graf funkcije f seka ordinatno os. Kot med funkcijo in ordinatno osjo je enak kotu med tangento na graf funkcije f v presečišču in pa ordinatno osjo. Ta kot bomo zato poiskali tako, da bomo najprej s pomočjo odvoda določili smerni koeficient omenjene tangente. Izračunajmo torej najprej odvod funkcije f. Odvod racionalne funkcije poiščemo tako, da najprej poračunamo odvod polinoma v števcu, ki je enak 2 krat x plus 0. In ga množimo z imenovalcem funkcije f. Minus, sedaj najprej prepišemo števec funkcije f in ga množimo z odvodom imenovalca funkcije f, ki je enak 1. Imenovalec odvoda pa je imenovalec funkcije f, ki ga kvadriramo. Torej dobim x plus 1 vse skupaj na kvadrat. Izraz, ki ga imam v števcu, lahko nekoliko poenostavim in dobim x kvadrat plus 2 krat x plus 9. Vlomljeno x plus 1 na kvadrat. Vem, da je presečišče v točki x je enako 0, zato izračunamo vrednost odvoda v točki x je enako 0. V števcu dobimo 9, v imenovalcu pa dobimo vrednost 1, oziroma skupaj to je enako 9, od koder te sledi, da je iskan smerni koeficient tangente enak 9. Skicirajmo sedaj, kaj imamo. Je bo to ordinatna os. Označim še v skici tangento na graf funkcije f v presečišču z ordinatno osjo. In kaj se lahko od tukaj spomnimo? Smerni koeficient tangente vemo, da je enak tangensu naklonskega kota. Če ta kot označim s fi 0, namreč velja tangens kota fi 0 je enak
smernemu koeficientu tangente, oziroma v našem primeru je enak 9. Od tod lahko takoj poračunam, da je kot φ nič enak arcus tangens 9. In če še malo opazujem skico, iskani kot, ki ga označim s φ, je torej enak π polovic minus φ nič oziroma minus arcus tangens 9, kar je približno enako 6,34 stopinje. Poglejmo naslednjo nalogo. Ki pravi, zapišite enačbo normale na graf funkcije f v točki t. X koordinata ni podana, podana je y koordinata in je enaka -4. Imamo pa dodaten pogoj, da mora biti x koordinata pozitivna. Pa najprej poračunamo neznano x koordinato. Vemo, da zadošča enačbi f od x nič je enako -4. Levo stran enačbe lahko zapišem kot x nič na kvadrat minus 9 vlomljeno x nič plus 1 je enako -4. Prepišem. Enačbo lahko pomnožim z x nič plus 1. Vemo, da je x nič različen od -1 zaradi pogoja. Od to dobimo, da mora veljati x nič na kvadrat minus 9 je enako -4 krat x nič minus 4. Če vse prenesem na eno stran, dobim enačbo x nič na kvadrat plus 4 krat x nič minus 5 je enako nič. Levo stran enačbe lahko zapišem takoj v ničelni obliki in sicer je to enako x nič plus 5 krat oklepaj x nič minus 1. Od to dobim dva kandidata in sicer x nič je enako -5 in x nič je enako 1. Ustrezna bo seveda druga možnost zaradi pogoja o pozitivnosti. Vemo, da je normala funkcije f premica, ki je pravokotna na tangento v dotikališču s funkcijo. Zato bomo najprej poiskali smerni koeficient tangente v tej točki x nič je enako 1, in sicer tako, da bomo v odvod, ki smo ga poračunali v prejšnji točki, vstavili x je enako 1. Če podčrtam odvod, ki smo ga poračunali v prejšnji točki, lahko sedaj zapišem, da je odvod funkcije f v točki 1 enak, v števcu dobim 1 plus 2 plus 9, v imenovalcu pa 1 plus 1 na kvadrat. Če to poenostavim, dobim vrednost 3. Od tod sledi, da je smerni koeficient tangente enak 3. Poznamo pa tudi povezavo med smernim koeficientom normale in smernim koeficientom tangente. Velja, da je smerni koeficient normale enak -1 vlomljeno smerni koeficient tangente, oziroma v našem primeru je ta enak -1/3. Končno sedaj lahko zapišemo še enačbo normale na graf funkcije f v točki 1 minus 4, in sicer velja y je enako smerni koeficient normale krat x minus x nič plus y nič, in če vstavimo naše vrednosti, dobimo y je enako -1/3 krat oklepaj x minus 1 minus 4.
kar lahko zapišem tudi v obliki y je enako -1/3 x minus 11/3. In to je tudi rešitev tretjega dela naloge. Poglejmo še zadnji del naloge, ki pravi: izračunajte nedoločeni integral funkcije h, dane s predpisom h od x je enako 1 vlomljeno f od x. Če najprej kar zapišemo, kaj je h od x, je enako x plus 1 vlomljeno x kvadrat minus 9. Poskusimo zapisati razcep za funkcijo h na parcialne ulomke, tako da uporabimo nastavek. Torej, zapišem funkcijo h, pri čemer imenovalec zapišem v ničelni obliki in uporabim nastavek oblike a vlomljeno x minus 3 plus b vlomljeno x plus 3. Vidim, da lahko pomnožim z imenovalcem in dobim enačbo x plus 1 je enako a krat oklepaj x plus 3 plus b krat oklepaj x minus 3. Da lažje primerjam levo in desno stran, desno stran še nekoliko drugače zapišem. In sicer pogledam, s čim je pomnožen x. X se na desni strani pomnoži z a plus b, ostane pa mi še plus 3 krat a minus b. Tod s primerjavo leve in desne strani takoj dobim dve enačbi, in sicer prva enačba je a plus b je enako 1, druga enačba pa se glasi a minus b je enako 1/3. Kako rešim ti dve enačbi? Lahko jo na primer seštejem in dobim 2 krat a je enako 4/3 oziroma a je enako 2/3 in dobljeno rešitev stavim na primer v prvo enačbo, od koder sledi, da je b enako 1 minus a oziroma 1 minus 2/3, kar je enako 1/3. Sedaj lahko pa nedoločeni integral funkcije h od x zapišem v obliki vsote dveh nedoločenih integralov, pri čemer lahko pri obeh integralih, ki jo imam na desni strani, izpostavim konstanto. Če v prvem izpostavim a, dobim 2/3 krat ostane mi nedoločeni integral funkcije 1 vlomljeno x minus 3 dx in podobno pri drugem izpostavim b, 1/3, ostane mi pa nedoločeni integral funkcije 1 vlomljeno x plus 3 dx. Nedoločena integrala, ki jo imam na desni strani, znam takoj direktno poračunati, in sicer dobim 2/3 krat naravni logaritem absolutne vrednosti x minus 3 plus 1/3 krat naravni logaritem absolutne vrednosti x plus 3. Dodam še konstanto, ki jo označim s c, in s tem je prva naloga rešena.